Seveda vsaka stavba ima svojo zgodbo. In ko mi je gospod Dušan Černigoj, ko me je povabil, je prišel na Dunaj in me povabil, če bi to stvar delal, sem se takoj spomnil na Kras, ki je pravzaprav izhodišče tudi mojega ustvarjanja. Ne? Poniralnice, kamen, brinje in vse te stvari. In ne vem, kako to se pač rodi, to so pač inštinkti, torej ni ena linearna zgodba. Sem vedno mislil na kamen, torej na te kraške razpoke, ki niso vodoravne, ampak so zamaknjene in tako naprej. In seveda stavba rabi luč, torej ne morete napraviti stavbo kot kamen, ampak ta stavba nosi ta eho, te prve zamisli, torej kamen z razpokami, ki pol vodi, kot v tem slučaju, v eno skulpturo iz stekla in iz kamna. In nekako nikoli nimate imate tiste kasarniške hodnike, ampak vsak kos pravzaprav je en svet zase, zelo intimen. Torej gre bolj za komorno glasbo kot za simfonijo. In to je pravzaprav ta stavba, ki ima eno muskulaturo, torej ima ene svoje mišiče, ni ena kasarna, en biro, kot bi rekel, ne? Ampak je nekaj specifičnega, narejenega za en specifičen kraj, ki je pač Ajdovščina. Jaz sem Tržačan in Kras in tako naprej, ne? Torej ta, kako se reče, odisejevski iti nazaj na Itako, je ena stvar, ki Koliko ste imeli tako malo problem, mislim, ste imeli kaj problema tako moderno stavbo umestiti v tako? Ne. Dejansko ste, kako bi rekel, bolj ste hrabri kot slovenski arhitekt. To težko rečem, ampak veste, vsak čas ima svojo podobo. Jaz nisem nostalgičen, sentimentalen in ne vem, kraška arhitektura, avtohtona arhitektura ne pomeni zdaj kopijo, ne da bi zdaj delal iste hiše, malo prebarvane. Človek treba seči globlje v problematiko, veste, treba seči, kako bi rekel, globoko in korajžno. In konec koncev nočem, da moj sin in moja hčerka reče, da oče je bil zajec pred kačo. Hvala.